Dober dan in lepo pozdravljeni na mojem YouTube kanalu. Če si želite zvedeti, kdaj karkoli na novo objavim, napišite, kliknete naročam se in to je brezplačno in lahko sledite temu, kar vam kadarkoli podarim skozi YouTube kanal. Danes vam želim predstaviti način, kako uporabljati intuicijo, kajti v teh časih, ko se sistemi spreminjajo, vse gre po svoje, je zelo pomembno, da človek v sebi najde tisti prostor, iz katerega se zna odločati in da ga neguje, da ga aktivira in s tem, ko ste vi nekako zverzirani in negujete svoj prostor intuicije, s tem ste vse bolj povezani z energijo svoje duše. Mi vsi, ki se ukvarjamo z duhovnostjo ali pa, ko vas zanimajo te tematike, si seveda predstavljate, da je duša nekje daleč ali pa, da bo posredovala takrat, ko bo potrebno. Duša posreduje. Svetloba ima eno agendo pomoči, takrat, ko je res nujno. Se pravi, ko se gre za vaše življenje, pa še ni čas, da greste na drugo stran. V določenih primerih duša in angeli, svetloba aktivno pristopi v vaše življenje, ko je temu primerno odprt prostor, se pravi, to je običajno takrat, ko ste tako izčrpani od lastnega uma, od vsega življenja, da se preprosto sprostite in dovolite, da svetloba deluje na vas. Ker so to izjemni trenutki, je dobro, da skozi vsakodnevno življenje imate ta stik s svojo notranjostjo oziroma da začutite, kdaj je intuicija prava. Sama se včasih norčujem iz intuitivnih terapevtov, opravičujem se vsem, kajti razumem, da delajo lahko iz prave intuicije, ampak včasih pa postanemo lahko zelo podvrženi tudi zunanjim energijam, zunanjim sistemom in nam naš nižji ego nekako dopove, da vse v redu, da si v intuiciji, da si dober v intuiciji in ti potem zunanje energije lahko napačne informacije dajo. Kako to potem zaupati sebi, da daješ prave informacije, to se mi zdi v bistvu za vse, ki se ukvarjamo z energijami, temeljnega pomena in seveda tudi za vse tiste, ki želite razviti stik s svojo intuicijo ali svojo dušo na način, da nekako sledite lahko zaupanjem. Kdaj torej ste lahko 100%, da je vaša notranjost, vaša intuicija vam povedala pravo stvar? Sama sem 100%, da je to takrat, ko v sebi čutim popoln mir. Mir, ki ga mi zaznamo v sebi takrat, ko smo povezani z dušo oziroma ko dovolimo, da energije svetlobe govorijo skozi nas, takrat smo mi v popolnem miru. Zato z intuicijo ali pa iz intuicije ven ne moremo delovati, kadar se nam mudi, ko smo na telefonih, ko smo na 1000 straneh razpršeni. Takrat potrebujemo eno samo stvar, da se poravnamo svojo notranjost, v svoj osnovni steber svetlobe, da začutimo svoje srce duhovno, ki je skozi celoten prsni koš, da začutimo notranjost navzdol, se pravi in popek in spodnje energije, kako se umirijo, s tem podprejo našo notranjost, našo srčno energijo in ko se vse to zgodi, takrat je naša intuicija v najboljši meri povezana s svetlobo. Intuicija je takrat čista. Sicer so lahko te naše notranje misli, ideje povezane tudi z našo karmo in delujemo iz tega, kar smo že preživeli. Se pravi, če se bojimo določenega sistema ali se bojimo določene bolezni, določenega tipa človeka, potem naša intuicija takrat doživlja pritiske strani karme in se bomo odločali napačno zaradi karmičnih preteklih izkušenj. Pregovor, koga je pičila kača, se boji zvite vrvi, je torej iz tega vidika najbolj primeren, da se potem pretirano reagiramo na stvari, ki smo jih že doživeli. Tako da, ko se umirite, ko začutite eno svetlobo, ki steče skozi vas, kar lahko naredite v tem trenutku z mano, se pravi poravnate ramenski del, vedno govorim, ramena morajo biti dovolj nazaj. Zakaj? Zadaj je namreč skozi naše energije na vratnem delu je najpomembnejša energijska središče, medulla oblongata se imenuje, v slovenščini nimamo izraza, razen da ga lahko poimenujemo center za oči, namreč tule zadaj, kjer so dve kiti,
Mi se dostikrat mažemo, terapevti, imamo tudi določene te avrične spreje, ki so po čakrah, da se ta del najboljše osvobodi, zato vam priporočam Artemido. Artemida je najbolj osvežilna, najhitreje osvobodi to energijo odzadaj, ki vas naseda. Če nimate našega spreja Artemida, lahko uporabljate tudi kremo, ali če nimate nič od tega, uporabite naravno eterično olje bora. Kupi se v lekarnah, tudi sivka je v redu, ampak bor ima močnejšo tudi antiseptično delovanje, se pravi, da vam spodbudi avro žarkov zdravja. Pomembno je, da smo v dobri koži, boljši, ko smo, ne samo v fizični, tudi v energijski, boljše bomo lahko z intuicijo delovali za svoje življenje. Naša intuicija je namreč glas, ki ves čas govori, ves čas. Mi ves čas imamo stik z dušo, ki je lahko zgoraj, lahko je v srcu, lahko je zadaj, lahko jo začutite, kako se naslonite na njo. To so dobre vaje, lahko so kot meditacija, ampak boljše je, če se navadite s temi kratkimi vajami začutiti dušo, da recimo zaprete oči, da ramena date nazaj in se na njo naslonite kot na en steber svetlobe in potem vas duša objame in vi ste z njo postanete eno, ker vi ste svetloba na zemlji. Vi niste ločeni od energij duše, ampak vaša glava se ni navadila razmišljati o sebi kot o duši. Preprosto zato, ker noben sistem v nobeni učni fazi, v nobenem razvoju človeka, od rojstva pa do potem, kolikor ste stari, ni govoril o tem, da ste duša na zemlji. Tako da to so osnovne dejavnosti oziroma osnovna dejstva, da smo svetloba na zemlji, kajti samo telo ne hodi po svetu. Samo telo je pač masa, ki bi bila kot pač nekaj brez energije, ki je v njej, smo mi nič. Zato je ta dušni efekt, ki je pomemben, je zadnji del zelo napaden strani sistemov, kajti tako kot če opazujete, kako muca nosi mladičke, zadaj jih zagrabi in oni ne morejo nič, čakajo. Enako je z nami. Ko mi nas zagrabi sistem, ponavadi začutite tule zadaj bolečino ali če jo imate, potem delujete v kakšnem sistemu ali v javni službi ali kjerkoli ste, da vas sistemi zelo močno držijo in vi nimate svobodne volje oziroma ne uporabljate jo. Prav tako vam intuicija ne služi v vaše dobro, ker enostavno jo tisti čas, ko ste v službi, ne morete poslušati oziroma vam ta sistem sabotira pretok energije, ki bi vam prinesel glas intuicije, da je jasno in glasno. Kako torej intuicija, duša z nami ves čas komunicira? Z dialogom. Mi v sebi, če se poslušamo, vi sedaj se z mano aktivno pogovarjate, en del vas mi odgovarja. Tako imamo mi znotraj sebe vedno aktivnega govornika, eden je glas razuma, glas morale, glas vzgoje in vsega, v čemer smo bili vzgojeni, drugi pa je glas intuicije, glas srca, glas duše, kakorkoli ga poimenujete, in ta glas v bistvu je lahko glasnejši od teh moralnih glasov sistema in racionalnega uma, ki vam sedaj sporoča, da morate se ukloniti vsemu temu, kar sistemi želijo, zato da bodo ljudje normalno zaživeli, medtem ko glas intuicije kriči, da poslušaj sebe. Kako poslušati sebe, se pravi iz notranjega miru, in če to počnete vsak dan, če zjutraj ob kavi prisluhnete, kakšno sporočilo ima duša za vas za ta dan, kaj bomo počeli, da vi vprašate svojo dušo ob kavi, ob čaju, ob vodi, karkoli, za jutranjo miniaturno meditacijo, to je notranji pogovor z vašo dušo, da rečete, ok, duša, kaj bomo danes dobrega ušpičile. In potem se skozi besede, ki jih pričakujete, se najprej začne sproščati določena energija, določena svetloba pride, določen notranji pretok, ki vas sprosti in na en način vam duša predaja, kaj bi želela, da danes sodelujete v življenju. Kje je zdaj problem s tem notranjim dialogom? Če ste ga dolgo zanemarjali, če dolgo niste bili v stiku s svojo intuicijo, se potem zgodi, da se vi ob vsaki taki stvari razjokate. Jok ni slaba stvar, solze očiščujejo dušo,
Sama sem veliko prejokala v življenju, tako presmejala kot prejokala, in mama, ko sem jokala kot otrok, je vedno rekla: "Ti samo joči, trepalnice rastejo." To je bilo njen humorističen pristop k mojemu jokanju, kajti jokala sem zaradi vsega. Zaradi povoženih deževnikov, zaradi kakršnihkoli težav, ki sem jih videla v naravi, zaradi živali, zaradi vetra, ki je odpihnilo gnezdo, jaz sem to vedno jokala. In na en način sem takrat v bistvu sprejemala sodelovanje z naravo, ampak je šlo čez solze zato, ker je bilo ogromno žalosti v energijah mojih telesa ali pa okolice, in enako je z vami. Ker ste toliko in toliko let morali zadrževati svoje čustva, svojo v bistvu lepoto, ki jo čutite na zemlji, kot svetloba na zemlji, ker ste vse to nekje potlačili podzavestno, se potem, ko pridete v stik s svojo intuicijo, ko se ta energija svetlobe sprosti, najprej pride resetiranje tistega, kar je v vas odveč. Zato se ne branite teh čustev, tudi ne iti pregloboko v njih, ne zdaj kopati po sebi, kdo vam je to naredil, zakaj, da se greste smiliti sami sebi. Ne, daleč od tega. Vi s tem, ko pridete v stik s svojo intuicijo in vam nekaj sporoči, se srce odpre, vi se zjokate in to je, kot da bi spustili vodo na WC-ju, to se je zdaj odplaknilo. Ne se iti poglabljati v to, prosim. Samo nadaljujte in s tem boste vsak dan bližje sprejemanju te intuicije, glasu vaše duše na odprt in srčen način. In ta intuicija dostikrat, 99%, ni namenjena drugim. To ni potem, da vi zdaj pol pa sliknete svoj selfie in na Facebooku objavite: "Moja duša vam to pa to sporoča." Ampak je to nekaj notranja, neka intimna povezava z vami, ki jo ne dajete večinoma navzven. Kar je za navzven, je za druge ljudi. Če ste recimo energijski terapevt ali karkoli, da ste za druge pač nekdo, ki mu drugi sledijo, potem ni nič narobe, da seveda intuicijo uporabljate. Ampak to so intuitivna sporočila, ki so za druge. Se pravi, jaz včasih vidim, da ljudje so nemirni, žalostni, obupani, takrat se sprožim, takrat me boste videli polno na Facebooku skozi nekaj. Ali probam v humor obrniti stvari, ali se jezim. Jeza in humor sta namreč obe energiji na predelu solarnega pleksusa, ki vzdigneta ljudi. Vzdigneta energije, da se potem ljudje začnejo sproščati. In takrat, kadarkoli je preveč nečesa, da zaznam to v energijah Slovenije, človeštva ali ljudi, ki me kličejo, da imajo isti vzorc, se pravi, ko me kličete na linijo, ugotovim, vse isto muči ljudi, takrat se pol sprožim ali z enim takim postom na YouTubu ali na Facebooku in takrat potem z intuicijo, kot da bi vprašala dušo, kaj v tem trenutku zares rabijo ljudje. In včasih, oziroma večinoma, je čist kontra tistemu, kar je v javnosti. Se pravi, ko vam vsi govorijo, da ni upanja, da je zdaj to, da se navadite na novo realnost, se v meni skozi intuicijo pridejo energije, pol miru in je v bistvu ena sama sporočilo takrat je, svetloba je najmočnejša v tem trenutku, upanje je največje, polja miru so z nami in ne obupajte. Zato potem se sprožim, včasih po 2 ure pišem komentarje, vse bo v redu. Ne se predati. In mogoče enemu to pomaga, meni je takrat v bistvu, jaz ne ocenjujem to potem, koliko ljudi to zadane, če enemu takrat to pomaga, je naloga izpolnjena. Se pravi, ne gre zdaj za to, da vam mora potem svet vrniti to naklonjenost. Sploh ne. Ampak, ko vi odprete svojo intuicijo za druge, je vaša naloga to potem dajati ljudem, če ste se tega odločili, kot da je to vaše poslanstvo, oziroma če je duša vas v to naravnala. Tako da mešati to osebno, intuitivno intuicijo zase in za svet je škoda. S tem boste v bistvu razvrednotili svoj razvoj. Vsi mi, ki se kakorkoli ukvarjamo z energijami, imamo namreč dvojno nalogo. Ena naloga je, da mi rastemo znotraj sebe, mi spoznavamo sebe, kar seveda se lahko odločimo, da to delamo na podlagi trpljenja, tako kot vsi ljudje. Lahko se učimo takrat, ko že boli, se pravi, odlašamo do zadnjega, lahko se pa odločimo za eno drugo varianto, da se učimo z ljubeznijo in ko nas karkoli zmoti, gremo v eno fazo notranjosti skozi intuicijo, pogovor z dušo, dobimo odgovore,
ne vmešavaj se tja, kjer ti ni mesto, ali dovoli, da se drugi učijo po svoji hitrosti. To so recimo taka moja sporočila, ki jih dobivam, to sem dobivala pač v preteklosti, zato so mi ostajala, ker je bilo dostikrat isto. Se pravi, dokler mi določene lekcije v sebi, zase, s stikom s svojo dušo ne sprejmemo ali ne spoznamo do konca, bo intuicija eno in isto govorila. In to eno in isto govorimo včasih tudi mi vam preko SMS terapij, ki jih izvajamo, se potem včasih kdo pritoži, eno in isto mi pišete. Jaz rečem, eno in isto se učite, ne moramo pomagati. Dokler ena stvar ni urejena, v smislu odprta, sproščena, za svetlobo vaše duše, je blokada tam. No in ta intuicija, pogovor z intuicijo, eno je notranje samozdravljanje z njo, da se mi enkrat na dan, to jaz počnem zvečer, lahko leže, super se zaspi na ta način, lahko sede, dlje časa traja in več imam potem od tega, ampak vsak dan vprašam mojo dušo, kako je bil dan, kako sem odpeljala, kaj bi lahko naredila drugače, kaj bi lahko naredila boljše, kaj naj zdaj naredim s tem. Če me kaj žuli, potem itak je na trenutno tematiko, kar me muči, kar sem narobe naredila čez dan, v smislu, da ni bilo iz svetlobe moje duše, me zvečer to žuli, me to bremeni. In potem razmišljam oziroma dovolim intuiciji, pogovoru z dušo, da mi pove. In dostikrat, kadar sem se v kje zataknila zaradi nemoči, da nekaj dokažem, ne vem komu, drugemu, da imam prav, ego, ki hoče pokazati, da ja ve, potem je bilo, to si pretiravalo, opraviči se. In to opravičilo je legitimno, se pravi, če smo budale, če smo se kdarkoli čez dan obnašali idiotsko, je smiselno se opravičiti, nič ni narobe s tem. Opravičilo je priznanje, da smo bili v napačnem sklepanju, da smo se zmotili, da smo spoznali to zmoto in se opravičimo. To opravičilo, to, kar intuicija meni takrat reče, tole je šlo predaleč, opraviči se, se potem opravičim. Če ne mislim, da je šlo predaleč in nekdo drug zahteva opravičilo, to opraviči se, ne bom, ker mislim, da je bilo iz pravega, čutim, da je bilo iz pravega prostora, oziroma sem mirna ob tem, ko se je to zgodilo. Notranji mir je meni največji lakmusov papir, ali moram vztrajati v določenem stvari ali ne. Če sem nemirna ob tem, ko sem dala eno izjavo ali koga premaknila v drugo smer ali klobasala stvari, če sem karkoli viška povedala in sem ob tem mirna, potem je bilo vse v redu. To je moja intuicija notranja in to je moja in vaša pravica, da govorimo resnico iz notranjega miru. Intuicija je torej vaš notranji mir, ki vas spodbuja, da začnete živeti svojo svetlobo na zemlji. Intuicija je torej način komunikacije svetlobe skozi vaše besede, skozi vaše dejanja, da v bistvu sebe napravite za to, kar ste, svetloba na zemlji. Ne naredi se to od danes na jutri, ne naredi se. To se naredi vsak dan znova. To vsak dan znova poslušamo ta glas, ki je znotraj vas, in dostikrat se en del mene sproži po reakciji, dajmo nekaj narediti, in velikokrat pride, ne zdaj, to ni tvoja bitka, zdajle ne. In se ne vključim. Celo sem prišla do spoznanj, da ni treba vedno, se pravi, ni treba iti vedno v prve vrste, je pa trebno takrat, ko ni nikogar oziroma, ko moja intuicija, moja duša reče zdaj. Sedaj je čas, da daš podporo tja, kjer je smiselno in takrat to naredim in sem mirna okoli tega. Ne glede, koliko ljudje potem ali okolica napada, sem mirna. In ta mir je edini lakmusov papir, edino merilo, ali ste bili v svoji intuiciji ali ne. Če torej v miru lahko izvedete, karkoli vas čaka v današnjem dnevu, v naslednjem dnevu, vsak dan znova, potem ste na ti svojo intuicijo. Potem živite glas svoje duše zares. Karkoli vas pravi v nemir, je problem, ker vam zamaje vaš notranji glas duše in odplava energija stran. Intuicija je torej tisto, kar je v tem trenutku z vami, da lahko zaživite.
In moja intuicija pravi, da je tole, kar je za danes, čisto dovolj. Hvala vam za pozornost, služite svoji duši na način, da z intuicijo postanete eno. Glas razuma je glas sistema, kako preživeti na tem svetu, uradno, tehnično. Razum je vaš hišnik. Vaša intuicija je pa vaša vsebina, ki jo razum potem mora podpreti, ne rušiti. Tako da notranji mir je zagotovilo, da ste v pravem času na pravem mestu s pravo energijo. Želim vam lep dan. Če želite, vprašajte me karkoli spodaj pod to objavo, glede vaše intuicije. Bom pogledala vaše energije, če želite. Ampak želim vam, da živite čim več časa po svojem srcu, po svoji intuiciji. Hvala za pozornost, poklikajte se, da boste obveščeni, kdaj vam spet kaj imam za reči. Nasvidenje.